Pozdravljeni. V tokratni oddaji razkrivamo, kako vzdrževanje socialne distance in zakrivanje obraza vpliva na opravljanje določenih poklicev. Kako se je spremenil način dela? Se zgublja pristen stik človeka s človekom? Je možno opravljati vse storitve in kakšne so finančne posledice? Za izjave smo prosili nekaj predstavnikov poklicne dejavnosti. Začnimo s tipičnim slovenskim poklicem. Če se je kaj spremenil? Ne. Mislim, že od nekdaj imamo stvari na glavi, ne? Roke gor! Daj denar! A če ljudem ne prijetno, da smo v maskah? Ne bi rekla. Mislim, da bi bil za njih večji šok, če bi bili brez mask. Se ne bi vedela, se sem ena ženska neki dere ali hropa, ne? Maska je tak očiten znak. No, pa pištola tudi. Ljudje v bistvu nikoli nočejo zraven mene stati. Glede razdaljeb, nam je dosti isto. Na pleksi steklo smo že navajeni, je že dolg v bankah. Ko začne goret, te se tak vsi za 2 metra vmaknejo. Ja, maske so bile vedno del obvezne opreme, je pa distanca kar problem, ampak se mi zdi, da smo tudi za to dobro poskrbeli. Gospod me je prosil, če se lahko kar sama štiknem, da se mi ne bi preveč približil. Zelo vljudno moram reči. Pa varno. Res je treba paziti na korono, res nočem zboleti. Ali pa Bog ne daj, da bi njemu kaj dala, si ne bi oprostila. No, pa da ne bo pomote, jaz sem nož prej razkužil. Finančnih posledic, ja, zaenkrat je denar še v bankah. Bomo pa videli, kako bo polka v kriza. Roke gor, sem rekel! Je še malo živčen, kako mi uvajam. Prej je bil pevc v rock bandu, zdaj pa ni koncertov. Tomi, a se tako drži pištola? Ne, ni ta Tomi. Finančne posledice? Pa se ne delam tega zaradi denarja, to je bolj strast, veste? Kako je lepo videti nekoga, ki dejansko uživa v svojem delu, res. Če bi živali lahko govorile, katera misliš, da bi bila najbolj neuljudna? Panda. Definitivno panda. Po mojem pande preklinjajo. Kaj pa vi mislite? Napišite v komentarje.